Zgleda, da nam bo uspelo. Dobrodošli, bratje in sestre. Čas je za javljanje v živo. Vsi ste dobrodošli, dokler se vi priključujete. Bom jaz tukaj še nekaj pogledal. Samo da to napišem. Kaj to? Tako. Pametni telefoni. Napišeš eno. Še to. Evo tako, pa tako. Evo, super. Še enkrat dobrodošli, bratje in sestre. En lep pozdrav. Upam, da ste vsi imeli lep dan. Slava Vsevišjemu, slava rodu, slava veliki pan slovenski domovini oziroma uniji. Če niste imeli lepega dne, lepo naredite analizo, kaj sem delal narobe, da nisem imel lepega dneva. Pozdravljen, Miran Mojzer, vsi ste pozdravljeni, vsi ste dobrodošli. Bom še malo počakal, potem bomo pa kar začeli. Tole moje javljanje je vabilo vsem tistim, ki ste se že razglasili, da ste živi in ki ste že pravno, formalno postali členi domorodne skupnosti. In tole moje javljanje je namenjeno tudi vsem tistim, ki še to niso. Tako da bi jaz začel tole moje javljanje z vabilom vsem, da se v čim večjem številu zberemo v soboto ob 11. uri v bližini Ljutomera, v četrtek zvečer ali pa v petek čez dan boste obveščeni o točni lokaciji. Tako da vzemite si prosto soboto in pridite na naše srečanje, pa bom nekaj več o tem srečanju povedal. Kaj je prioriteta? Večina ljudi še ne razume, da je čas naš sovražnik. To pomeni, da se izteka čas za formiranje domorodnih skupnosti v taki obliki, da iz de jure stanja, iz pravno formalnega, legalnega stanja, preidemo v de facto stanje in zaživimo skupnost po svojih pravilih, brez pravil korporacije Slovenija. Vkolikor ste spremljali vsa dogajanja vezana na to, veste, da sem se jaz tukaj angažiral, kolikor je pač to potrebno, in da sem enostavno
od prijateljev oziroma, tako bom povedal, prepustil svobodo vsakemu posamezniku, ki sodeluje pri skupnem projektu. Kakor vsi veste, je ta trenutek totalni kaos in totalna zmeda, ki je prisotna pri ljudeh, ki imajo svoje osebne koristi od obstoja oziroma formiranja domorodnih skupnosti. Zakaj? Zakaj je ta kaos? Zaradi programiranja in indoktrinacije v doobisti sprijenem sistemu. Na kak način to nastane? Ja, pa rodiš se not v antisistemu, vzgojen si od antisistema. Nate se prenesejo vsi programi staršev, očeta, matere, detka, babice, sosedov, potem v vrtcu, v šoli, v srednji šoli, na višji šoli, na fakulteti, na delovnem mestu, povsod veljajo prekleta koščejska pravila. In večina ljudi danes po teh pravilih tudi funkcionira. Nimajo predstave o tem, kaj pomeni svoboda. Nimajo sploh predstave o tem. In mnogi so že not v raznih skupnostih, kajti tu imamo tudi starovedsko skupnost, ne samo rodovno skupnost. Imamo kar nekaj načinov in nekaj pristopov z istim ciljem. Cilj je 15.000 posameznikov, da dosežemo de facto osvoboditev od vsega korporacijskega oziroma od korporatizma. Evo bom povedal en primer. Neka ženska raziskovalka z Ljubljane, že v Šentilju na srečanju, da se ona ne strinja, in sem bil tiho, se rekel, ne bom se izpostavljal, noben konflikt ne bom počel, tudi ona pač opravlja v najvišje dobro vseh, to kot je. Zakaj nisem šel v konflikt? Ker je bilo tam premalo časa, da bi jaz njej pojasnil, da mora leta in leta živeti živega človeka in si iz glave izbrisati antisistem. Družbeno-politično ureditev mora zbrisati z glave. Tako pa ona še sedaj funkcionira, ker je bila pač tako vzgojena. Tako iz šolana, take izkušnje ima v tej inkarnaciji, da zmeraj obstaja v njenem življenju višji, nižji, nadrejeni, podrejeni. Se pravi, da bo za mnoge ljudi, ne samo za njo, potrebno kar en lep čas, da se očistijo vsega, kar jim je bilo od zunaj vsiljeno, od predstavnikov tega do obisti sprijenega sistema. In to so za mnoge ljudi težke stvari. Zakaj? Zato, ker večina njih živi programirano. Kot avtomati so, kot stroji so. In se samo vrtijo v tem matriksu. Niso še prišli do tega, da iz sebe izbrišejo matriks. Ali z drugimi besedami povedano, obstaja samo en zakon. Samo en zakon, ki spada pod naravno pravo. Umi teh ljudi so pod tem nivojem. Sprogramirani so, tako na zavestni kot na podzavestni ravni. Nekdo sedaj recimo pristopa k domorodni skupnosti in pričakuje institucijo, predstavnike, šefe, nekoga, ki to vodi, sistem. Mi pa bežimo prav od tega, bežimo v stran. Zakaj? Kajti vsak posameznik
bo slej ko prej prevzel odgovornost za svoje življenje nase. Kateri je pa zakon? Nikoli ne stori nikomur ničesar takega, kar ti ne želiš, da bi kdorkoli storil tebi. Ali drugače povedano, zmeraj drugemu naredi tako, kot ti želiš, da bi drugi naredil tebi. Samo ta zakon obstaja. Vse drugo so sistemske degeneracijske pizdarije. Ukolikor se ljudje držimo tega zakona, v rekordnem času dosežemo tako stopnjo samorazvoja kot skupnost, da se to zdaj zdi nemogoče. Zakaj se zdi nemogoče? Prav zaradi tega, ker veliko ljudi ni dojelo, zakaj gre. Živ človek ne rabi spoštovati nobenih pravil. Za živega človeka ustava ne obstaja. Niti neki zakonski, podzakonski akti. Ne obstajajo inšpekcijske službe. Ne obstajajo institucije. Vse to je znotraj pravnega sistema, ki funkcionira po rimskem pravu. Rimsko pravo je pravo gospodarja in sužnjev. Nam ni treba gospodarja, ni nam treba šefa. Se pravi, da bo vsak posameznik moral spoznavati mehanizme in programe, po katerih deluje, in jih radirati sebe. Še najbolj pa ta program, podrejeni, nadrejeni. In ko se v domorodni skupnosti pojavi kdorkoli, ki izigrava nadrejenega, takemu bo težko. Zakaj? Ker ga nihče ne bo šmirglal 5%. Kajti družba, ki se ustanavlja, bazira na enako vrednih, enako obravnavanih, ni avtoritete, ni predsednika in sužnja, delodajalca in delavca. To vse odpade, kajti družba, ki jo ustanavljamo, ne bo bazirala na izkoriščanju človeka po človeku, ampak na dam daš. In več prispevaš, boljša je družba in lepše in lažje ti je živeti v njej. Ne da nekdo zahteva, da ti moraš dati, ko te jebe. Nima kdo kaj zahtevati od tebe, živega človeka. Zato v soboto dobrodošli vsi, kaj ti morate podpisati izjavo, da ste živi. Živ človek, ni treba, da se drži česarkoli znotraj korporacije Slovenija. Kajti s tem, ko razglasi, da je živ, je on sam izstopil iz korporatizma, iz Evropske unije, iz NATO pakta, iz vseh institucij, čisto vseh, pa naj si so svetovne ali pa lokalne. In to mnogim ni jasno. Lahko se pa živ človek igra z mrtvo stvarjo. To je oseba. No, v teh igrah, med temi korporativnimi, vnaprej določenimi, kak bi rekel, pravili, kjer zmeraj človek vleče kratko. In mnogim še ni jasno, kaj govorim, pa jaz niti ne pričakujem, da jim bo jasno, In zdaj, če nekdo pričakuje, da je naše srečanje v soboto uradno, nekaj uradnega, ta se je fejst zajebal. Mi bomo imeli srečanje, žurko. Pa bom tukaj povedal, zakaj gre. V Sloveniji je že pravno formalno, kar lep čas,
živa domorodna skupnost Štajerska in Krajinska. Krajinska kratek čas. Koroška ni živa, Primorje ni živo. A razumete, obstajajo domorodne skupnosti, ki še niso žive. Kaj je naša naloga? Naša naloga je, da jih oživimo. Zakaj? Ker te skupnosti nikoli niso bile ukinjene. One ves čas obstajajo, ampak niso žive. In na nas je, da jih oživimo. Zoki poki, živa oseba ne obstaja, oseba je mrtva stvar. Vse povsod, kjer piše oseba, niti ne berem teh tekstov, razen izjemoma. Oseba ta, oseba ona. Bla, 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 bla. Oseba ne obstaja. Oseba je mrtva stvar, prodajna roba. To ni nič živega. Oseba ne more biti živa. Kajti to je nekaj ustvarjeno z največjo prevaro človeštva. Tako da zoki poki razmisli, vsi imamo kaj delati, da prenehamo uporabljati besede v tem jeziku, ki so bile usiljene za to, da bi se manipuliralo z jezikom. Vsi veste primer, resnica. Res ni. Kdo koga tu jebe? Katera je pravilna beseda? Res je, da. Res je, da. Ampak to človeku ne sede. Ker smo vsi bili sprogramirani s to resnico in mi mislimo, da je to, če povemo resnica, da je to res, a v bistvu negiramo sami sebe. Res ni. Se pravi, laž je. In mnogo je takih besed urinjenih in je naš jezik kontaminiran. Tako da smo nekim bitjem, naprimer, nekim vesoljcem, nerazumljivi. Oni nas upravičeno nimajo za razumna bitja. Nas imajo za zmešane, ker govorimo neumnosti. Resnica je ena taka neumnost. Tako da bo treba vse na novo narediti. Vse na novo, ampak to so dolgoletni procesi, to se ne da čez noč. Jaz oni ženski iz Ljubljane nič ne zamerim, sem pa zbrisal njen komentar. Kajti ona misli, da je naše druženje v soboto, to mora biti uradno, od višjih potrjeno, vidite. Ni sistemsko, sestra. Ni sistemsko. Nas vse, kar je sistemsko, ne zanima. Mi se lahko kadarkoli družimo, kadarkoli naredimo žurko in ne rabimo od nikogar odobritve za to. To je svoboda. Mi se družimo zato, ker nam je lepo. Zato, da plešemo, da igramo. Evo, ene stvari so še za urediti do sobote, ampak jaz pravim tako. Če ženske ne spečejo, pač ne bomo jedli. Če se ne skuha, pač ne bomo jedli. Če se ne prinese pijače, pač ne bomo pili. Jaz nisem šef, da bi kontroliral, vse, ki pridejo v soboto, a so skuhali ali niso, itd. Niti nisem njihov oče. Vse je prepuščeno lastni vesti, bratje in sestre. Če prispevamo, imamo. Če ne prispevamo, nimamo. To je pa čist drugače, kot so ljudje navajeni funkcionirati.
In vsako naše srečanje je brezplačno. Namesto plačila je tam lepo skrinjica, en dar, vsak lahko prispeva in to, tako kot sem že rekel, bo šlo domorodni skupnosti in šlo bo ljudski pisarni. Kajti sedaj so veliki problemi glede financiranja. Zakaj? Zato, ker nismo v prekletem antisistemu, nismo na plačilni listi, na nikogaršnji plačilni listi nismo, ne dobivamo plače za to, vse delamo pro bono, vse. In mislim, da je lepo, da se samo financiramo. Vse je v redu, gledaj, ne si zoki-poki, ne si jemati tega kot slabo, ker tudi jaz želim, da vi mene opozarjate na napake, ki jih delam, saj ni nihče brezhiben. A kdo med nami brezhiben? Nihče ni brezhiben. Vsi imamo svoje dobre in svoje slabe lastnosti. In vkolikor smo pristni, originalni, naravni, spontani, se kot ljudje lahko vse zmenimo med sabo, popravljamo en drugega, opozorimo na napake, kajti kdor ni dobronameren, je tiho. Tisti, ki ni dobronameren, bo zmeraj razmišljal, joj, pa raje mu ne povem, da se mu ne zamerim, seronja. A ni lepše v obraz povedati to, kar je res, pa s tem pomagati drugemu, da razmisli in to spremeni pri sebi. In če tako funkcioniramo med sabo, si pomagamo pri samorazvoju, pri samospoznanju in tako naprej. Tako da še enkrat, vsi v soboto dobrodošli. In še ena prošnja, pripeljite s seboj ljudi. Jaz sem vam to že povedal v enem od prejšnjih javljanj, Brane Habič bo pripeljal, pa ne samo Brane Habič, on bo pripeljal knjige od Lele o pravi zgodovini, imate jih prilike dobiti. Najavil sem Dobrico Milkovski, tako da glede vaših zdravstvenih težav in drugega se obrnite nanj, pa bi nadaljeval svoje besede prav s tem. Domorodna skupnost, sestavljena iz bolnikov, mentalnih in drugih bolnikov, iz ljudi polnih parazitov, kontaminiranih z ne vem čim vse, se ne more normalno funkcionirati. Pa bom nadaljeval, kaj je prioriteta? Ko je človek bolan, ima samo eno željo, da bi bil zdrav. Zdrav človek lahko ima neomejeno število želja. In osnova prioriteta je zdravje, bratje in sestre. Kaj pa je zdravje? A pozna kdo definicijo zdravja? Se ni definicije. Ni, uradno ne obstaja definicija, kaj je zdravje. Vsaj jaz ne vem za njo, a ve kdo med vami? Ne vem, če je kdo že pogruntal definicijo zdravja. Naprimer, človeku fizično telo normalno dela, mentalni sklop mu ne dela normalno, on je bolan. Vsak, ki je kontaminiran s temi programi, s programiranim umom, je bolan. Kaj pa sploh zdravje? Je sploh kdo zdrav? To so prava vprašanja. A poznam sploh koga, ki je zdrav? A sem jaz zdrav? Ljudje imamo namreč to lastnost, da sami sebi lažemo, sami sebi skrivamo, sami sebi prikrivamo, samo da dobimo občutek, da smo mi ok, da smo mi v redu.
Potem nas pa nekdo opozori od zunaj in na to odreagiramo negativno. Zakaj? Ker ruši našo lažno predstavo o samih sebi. In še enkrat, zdravje je na prvem mestu. Tudi če smo mi kontaminirani, tudi če imamo programiran tudi če smo bili podvrženi raznim špekulacijam, manipulacijam, lažem in tako naprej, smo lahko bolj ali manj zdravi. Ker v bistvu zdravje je ideal. Zdravje je idealno stanje na duhovnem, duševnem in fizičnem nivoju. Tako da je to zelo relativen pojem. Tako kot sta relativna pojma dobrega in zla. In okolikor smo mi relativno zdravi, potem tudi družba, ki jo gradimo, ima to kvaliteto, nosi to kvaliteto. Tako da še enkrat, prvo je zdravje. Nekdo nesrečen, nezadovoljen je bolnik. Ne more trditi, da je zdrav, če se niti nasmejati ne zna. Nekdo, ki ima patološko trdo čelo, na primer, ki ne more z uhlji migati, je bolnik. Uradno pa kao to ne obstaja kot bolezen. Kdor ne obvladuje vsako svojo mišico telesa, je bolnik. Odrezan je od tistega dela telesa. Ni sposoben upravljati z njim. Naprimer, nekdo ne more premakniti noge, on je bolnik. Noga ga ne oboga, ne posluša. In tako je z vsakim organom, z vsakim sistemom, razen pri gladkih mišicah. Se pravi, naš psihovegetativni sistem ali uradno rečeno avtonomni sistem funkcionira mimo naše volje in mimo naše kontrole. In vkolikor funkcionira nemoteno, tu je pa samo 0,2% populacije, ki funkcionirajo na tem nivoju nemoteno, pol se lahko zamislimo na tem, kako je stanje družbe, v kateri živimo. In skrajni čas je, da se te preklete družbe znebimo, da več ne sodelujemo pri masovnem samomoru človeštva. Tako da bo Dobrica Milkovski v soboto nameščal Atlase, z njim se boste lahko pogovorili o vseh stvarih, bo na razpolago, kakršne koli probleme, težave imate. Na tržišču je samo en 100% učinkovit potrjen antiparazitski program. Na tržišču je samo en 100% učinkovit, tak, ki je dosegljiv vsakemu. Se pravi, ta detoks program, oboje je naredil Dobrica Milkovski, in vse je na rastlinski bazi narejeno tako, da te rastline, iz katerih se to dela, niso bile kontaminirane. Oziroma so minimalno kontaminirane. Ker če vi danes zdravilna zelišča pobirate po naravi, vse je kontaminirano. Evo, tam sem tudi napisal, pa ni zdrave hrane, vsa hrana je kontaminirana, ena bolj, ena manj. Pa smo pri modnih muhah, Zapomnite si to, bratje in sestre, vsak trend je hudičevo delo. Trendov imate pa kolikor hočete in ko trendi recimo usahnejo ali minejo, že pride XX novih trendov. Jaz bi želel, da to spoznate in da nehate sodelovati pri trendih. Najbolj se pa to vidi v modi in tako naprej, na drugi strani pa mi niti ne vidimo,
da sploh več med to bolno populacijo ni potrebe po umetniškem izražanju, po umetnosti, ni več globine, ni širine, ni ritma, ni harmonije. Obrtništvo je prisotno povsod. Obrtništvo, štancanje. In kaj je še prisotno? Psihopatologija. Bolnik gre slikat, obesi sliko in kontaminira vse, ki to sliko vidijo. Ker ti preko slike se kot preko simbola prenaša vsa njegova patologija, vsa njegova muka, vse njegovo nezadovoljstvo. O tem pa nihče niti ne razmišlja. Ves čas govorim o boleznih, o bolezenskih stanjih. Gleda tako sliko, je idiotsko, ker zboliš. In isto je pri spremljanju objav. Zdaj so v trendu, v modi objave o satanističnih obredih. Če se hočeš kontaminirati in zboleti, potem glej te objave. Isto je bilo v filmski industriji, trend. Sami trendi so bili. Hvala vse više, da nisem gledal nobenih filmov. Pavla Peternel, kaj obstaja zdravilo za, kaj je to KPB, ne vem, kaj je to, Pavla. Ne vem, kaj je to KPB, probaj pojasniti, ne? Tako da gledajte, bratje in sestre, sodelovanje, ne izločevanje. Tako da v soboto ne pričakujte ničesar uradnega, predavanj itd. Sobota bo enostavno prioriteta na Dobrici, tako da ga lahko vsak vse vpraša, drugo se bomo pa vse med seboj zmenili. Katera je pljučna bolezen KPB, Pavla Peternel? Tudi tu so trendi, pa se izmišljajo nova in nova obolenja. Samo zato, da bi se prodajala nova sredstva in nova zdravila. Jaz ne vem, Eva, kaj to pomeni KPB. Jaz nisem kontaminiran z lažnimi izrazi in lažnimi imeni, kaj ti sposoben sem registrirati to manipulacijo. In meni se ne ljubi gledati, kakvi so simptomi nekih KPB-jev. Jaz samo to vem, ne, da je en velik problem generalni. Kateri? Škropljenje silike, ki jo vdihujemo. Pavla Peternel, pa Eva, dobro poslušajte, kaj je silika? Siliko najdete, če kupujete tehnično robo, v vrečkah prah beli, ki nase veže vlago. Tako da prepreči notu pakongi, da bi vlaga poškodovala tehnične aparature. To škropijo z avioni. To je v megli in to vdihujete. In to se nabira na pljučih. Od tu ste imeli, ko je bil človek lažni, bela pljuča, sindrom belih pljuč. Se pravi, da so vsi pljučni mešički, pri nekaterih ljudeh več, pri drugih manj, bili obloženi s siliko. In vi lahko dihate, kolikor hočete, pa boste zajemali sapo, ker pljučni mešički ne pride v stik z zrakom, ker je mikrofilm silike med zrakom in pljuči. Kajti površina je vlažna in silika se lepi na površino, na sluznice in tako naprej. Kakšen KPB ali pa kočrlje, jaz to ne vem, kdo si je to zmislil. Tudi sam sem imel ta problem, pa sem ga rešil. S čim? S pravilnim pristopom, s pravilno inhalacijo. Kdo si je to zmislil, Romana Kristanec? Glejte, kako ste kontaminirani. Kdo si je ta izraz izmislil? Zdaj bomo pa poimenovali, naprimer, ne vem, tu imam sladkor, bomo sladkor preimenovali v žbrlje.
In čez 2 leti bodo vsi rekli, to je pa žbrlje. Ne, to je še zmeraj sladkor. Se pravi, razumete to manipulacijo? Izmišljajo si nove bolezni. Zdravniki ne pogledajo, pa lahko bi to s stetoskopom naredili. A je površina pljuč obdana s siliko? Kajti silika med drugim zagotavlja take pogoje v tehnosferi, da megla ne izgine, ker non-stop veže vlago zračno nase. Potem so pa tu vse druge stvari, nanoroboti, ne? Biotehnološka orožja, špijunske molekule, smart dust tako imenovani, koliko je tega. Ljudje pa ja, megla je. Čakaj malo, s česa je pa ta megla sestavljena? Pa zakaj pade dež, potisne se pa megla dviguje, pa ni sonca? Zato, ker je to tehnološko robo oziroma prah zapustila vodna molekula, kapljica, snov se je sprostila in zaradi delovanja elektromagnetnih polucij se ponovno dvigne gor v nebo kot material za bodoče zločinjenje, za bodoče manipulacije v tehnosferi. Zoki poki, samo uživaj, zato sem vam dal moje poklone. Imate vse, kar potrebujete. Lepo si mirno date gor slušalke, vzamete si čas, imate takojšen efekt. Zato sem vam to poklonil. To je moj dar vam vsem. In tisti, ki mojih darov ne uporabljate, vam jaz nisem kriv. Ne smem nič s tem. In se ne bom ukvarjal s tem, zakaj jih ne uporabljate. Tisti, ki jih uporabljajo, imajo super rezultate, napredujejo na poti samospoznanja, brez problema vstopijo vase in tako naprej. Tam sem dobil eno vprašanje, ja, kako naj vstopi vase? Pa saj imaš tam moje programe. Kupi si vrhunski player, HDZS, kupi si profesionalne slušalke in vzami si takrat, ko ti hočeš, čas, vleži se. Super, Pavla. Kar lepo, korak po korak. Tako da mislim, da smo dobro oddelali to manipulacijo z KPB. Kakšen KPB, pička ti materina? Zmišljujemo si nove bolezni, zato da lahko strašimo ljudi in da delamo biznis z novimi kao medikamenti, mediči, strupi, z glupo kemijo. Hajde, ko smo že pri tem. Večina pljučnih bolezni so čustvenega karakterja, od astme pa naprej. Vse so to čustvene bolezni. Ana Marija Kramar, ne, vse višjemu se zahvaljujte. Jaz sem tu nepomemben. Čakaj, tu je Tomas Breznik nekaj napisal. Čisto enostavno. Tomas Breznik, glej, jaz sem rekel, da je vse čustvenega karakterja. Zdaj gremo pa tako pogledat. Vsi bomo vzeli čas, ni noben problem. Samo da vam pojasnim, kako ti mehanizmi grejo. Ne? Vsaka stvar ima svojo frekvenco, svojo vibracijo. Efekt dajajo frekvence in vibracije. Kako delujejo medikamenti, ki vam jih recimo da zdravnik? A zaradi svoje kemične sestave, evo debeli kurac, debeli kaktus, ne.
Te kemikalije, ki so not v tabletah, v raznih zdravilih, sevajo točno določene frekvence. In te frekvence so v našem organizmu tiste, ki ali odpravijo blokado, ali pa dajo kakršenkoli drug terapevtski rezultat. To je osnovni pristop pri simptomatskem zdravljenju. Tako je Tomas Breznik, potenca in vibracija. Naprimer, da je magnezij osnova nekega medikamenta, magnezij ima točno določene frekvence, vključno z rezonantno. Ukolikor je na magnezij vezano nekaj drugega, se pravi, da gre kemični spoj, vsak sestavni del tega spoja na koncu tvori neko harmonično ali pa disharmonično simfonijo. In takoj je rezultat. Kaj je pa negativno pri teh medikamentih? Da povzročajo stranske učinke. Stranskih učinkov ne povzročajo frekvence teh medikamentov. Ti medikamenti so v končni fazi v isti vlogi kot kaj? Eksosomi. Telo jih skuša izločiti, zato so simptomi. Pri tem je pa telo lahko manj ali pa bolj uspešno. Tako da, če nekdo pride z Nemčije, z X, Y, ne vem čim še vse, se prenašajo te frekvence in vibracije na vse ostale, ki se krajši ali pa daljši čas družijo s tem posameznikom. Se pravi, prenos informacij, prenos frekvenc, prenos vibracij in potence teče. In to daje take ali drugačne rezultate. Ista stvar je, če se družite z nekom rušilnim, z nekom, nesimpatičnim, rečimo tako, se vas okuži s svojimi vibracijami, svojo energijo vas okuži, svojimi frekvencami, svojimi negativnostmi in ste pol v vlogi kante za smeti. Hvala, Tomas, da si to vprašanje postavil. Homeopatski princip pa vemo, kako gre, zdravljenje istega z istim. In bolj je nek medikament, čeprav to ni, se pravi homeopatski pripravek, redčen, večji efekt ima. Zato pa uradna medicina homeopatije ne odobrava. Antisistem jo pa odobrava, ker je to še dodatni zaslužek. Kajti vse je na biznisu, vse je biznis. Znotraj korporacije je vse biznis. Tudi smrt je biznis, bolezen je biznis, vse je biznis. Zmeraj razmišljajo, kako in kaj narediti, da zaslužijo. Na čem? Na nevednosti ljudi. Samo pogledajte, koliko so ljudi pobili z respiratorji. A kdo odgovarjal za to? Na zdravje. Tako da tisti, ki imajo čas, zmeraj razmišljajo zelo in iščejo načine, kako to zlo uporabiti, da oni zaslužijo enormne količine denarja. Na tem bazirajo vse, tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Vse bazira na tem principu. Ljudje mislijo, da, še to temo bomo obdelali, da so cepiva bila zastonj. Čakaj malo. Se pravi, jaz se cepim, moram podpisati, a je tako? In posledično postanem transhuman, se pravi trans človek.
S tem sem se odrekel svoje primarne, biološke in duhovne narave. In postal sem lastnina korporacije. Lastnina nima pravice do posedovanja kogarkoli ali česarkoli. Torej, kje je biznis? Jaz se grem cepit, zajebem sam sebe, ker to je ena od oblik samomora, in poberajo mi moje imetje, vprašanje je samo kdaj in na kak način. To je biznis. Če se, na primer, 70% populacije cepi, ta populacija ima hiše, stanovanja, avtomobile, ima imetje. V čem je biznis? Da ostanejo brez vsega in še ko jih pokopljajo, to stane ali pa zažgejo v krematoriju. A razumete, bratje in sestre? Vse je biznis postalo in to je žalostno. To je žalostno. Tukaj je padec človeštva. Danes sem imel še eno zanimivo debato, ne? Pa kako si lahko bil miran prizanesljiv do vseh teh, ki so prišli s teboj v stik z enim samim namenom. Ko so videli, koliko sledilcev imaš, so prišli z namenom, da obogatijo na tvoj račun, da te tvoje sledilce pridobijo zase in da delajo biznis. Kak je bil moj odgovor? Pa saj ni noben problem. Itak so zdaj že vsi odprijateljeni, z nobenim od njih nimam nobenega posla. Rabili so to lekcijo. Tako kot so pokradli socialno mrežo, tako bodo ljudje skužili, zakaj gre, in se bodo zopet vrnili k sebi, k meni se jim ni treba. Jaz nikogar na nič ne silim. Se pravi, jaz nisem želel prikrajšati vse te ljudi, ki so se pridružili tam nekim skupinam za modro nebo, to je, kakva skupina je tu potrebna. Neumnost. Jaz ves čas govorim, vsak je zase odgovoren. Se pravi, oni idiot mi je pokradil socialno mrežo, pridobil ljudi, ki ne razumejo, zakaj gre, in sedaj bo delal na ta račun biznis, ker drugače ga nihče ne jebe. Nobene skupine nikoli ni naredil. Ničesar ni ustvaril. Nima pogojev za to, da bi lahko dal sebe. Običan akviziter. Pa je danes v njegovem programu ta roba, pa ta roba ne prinaša dovolj denarja, pa druga roba, in on čaka življenjsko priliko. Tako funkcionirajo ljudje, jaz nimam nič proti njim. Naj delajo svoje. Jaz niti od teh sledilcev svojih nisem odvisen, niti od vas. Tako je Ana Marija Kravar. Gre za pohlep. Bolnik ne ve, kdaj je dovolj. Bolnik, ki je totalno duhovno v greznici, ne razume, da je imeti dovolj sreča. Kaj ti pohlep nima meja. In to so pijavke razhajflaj. Veliko pijavk se je name priklopilo. Ok, v redu, če ste pijavke, pa bodite. Se ni noben problem. In tako vsaka rit na koncu pride na svoj sekret. Jaz sem čist miren glede tega. Nihče ni ničesar zgubil. Ljudje so samo pridobili. Ker bodo slej ko prej take prevarante prepoznali. Ne glede na mene. Jaz ne funkcioniram na ego nivoju s fašisoidnim mentalnim sklopom, kdor ni z mano je proti meni. Jaz blokiram in odprijateljim tiste, ki motijo, ki so moteči. Če jaz drugim nisem moteč, pa jih pustim, da delajo, kar želijo. Pol valjda imam pravico pričakovati, da se mene ne moti. Bravo, Tomi Breznik. Vsi takšni imajo omejen rok trajanja. To je tek na kratke proge. V čem se oni ne zavedajo? Česa se oni ne zavedajo? Da ne moreš v življenju nič pridobiti.
Rodil si se sam, prišel si na svet brez vsega. Prvo, kar si dobil, v bistvu še eno v maternici, je to telo. In šel boš tudi brez vsega. Kaj si zdaj ti pridobil? Kakor ti je to satisfakcija, da ti imaš tam v pički materini nekje Bogu za hrbtom boljšo hišo kot nekdo drug, pa to je tekmovalnost. Ego. Jaz tekmujem, jaz sem bolj pomemben, ker imam večjo hišo. Jaz sem bolj pomemben od drugih, ker imam boljši avto. Jaz sem pa lepše oblečen od drugih. Ego, tak. In pol se samo razmišlja o načinih, kako doseči neko kariero, nek družbeni status, nek položaj, neko višjo, kak bi rekel, ne, to je vse bolno, bratje in sestre, imeti dovolj je sreča. Se pravi, da se dušijo psihične luknje s tem, da se daje prioriteta materialnemu. Nekdo je lahko tam, ne vem, na cesti recimo prosjak. Jaz vam garantiram, da je srečnejši od onega šminkerja tam gor, ki na medijih nastopa, glej me mama, kako sem lep, ki živi v izobilju. Tako je razklaj. Bravo, se pravi, gre za nerealizirane posameznike. Oni dušijo psihične luknje tako kot debele babe, ki ne morejo pomiriti samih sebe drugače, kot da neomejeno žrejo in se redijo. Kajti ko je želodec poln, je v glavi dosti bolj mirno. Slepijo same sebe. Vse psihične luknje, vse manjke nadomestijo z občutkom sitosti. In isto je tukaj. To dušijo z pridobivanjem materialnih dobrin. Ta svet je bolan, to je psihiatrija velika. In jaz odkrito govorim, brez dlake na jeziku. Kdor se v tem najde, hvala Bogu. Če kdo prizadet, ja pa hvala Bogu. Tako pride do tistega, kar je res not v njem. In to ima možnost spremeniti. Idiot, egotriper, narcisoidni. Me bo zasovražil. Zato, ker je vse v njegovem življenju sintetika, laž. Ne bo se soočil s seboj, niti ni v stanju svoje globine, boji se tega, kar je res. In potem ustvarja sliko, ustvarja sliko in podobo, ampak če vsakemu, ki čuti, vidi, da je to izumetničen posameznik. Da ni pristen, ni naraven, ni spontan. On vse planira v svojem življenju. Njegov ego zahteva, da že vnaprej ima neko sigurnost. Slej, ko prej bo vsak posameznik moral to razrešiti sam s sabo. In namesto hvaležnosti, ker jim nastavimo gledalo vsem, oni gojijo mržnjo. Pa v redu, pa se jim ta mržnja vrača, pa jim je čedalje huje, čedalje težje, pa le ne nehajo. Kajti ta lažna samopodoba, potreba po lažni samopodobi je močnejša od njih samih. In to je patologija, to je bolezen. In v družbi, v kateri živimo, to sploh kao ni bolezen, ma ne me jebat. Da bi se pa nekdo vprašal o kvaliteti te družbe, na čem bazira ta družba, to pa kje pa, ne daj Bože, to se pa ne sme. Dvom v avtoritete, kje pa? Dvom v fakultete, kje pa? Dvom v diplome, joj, si ti normalen.
Ampak dobro, vse so to procesi, treba iti skozi njih, a ne? Ja. Ja, seveda razhaj vlajko in ti pokažeš, da so slabi režiserji in igravci. Oni gojijo strah, da bi izgubili tisto, kar so pokradli, čeprav niso pokradli ničesar. Recimo v mojem primeru so pokradli, to je njihova vest, jaz ne funkcioniram tako, ne razmišljam jaz tako, so pokradli socialno mrežo. Tam se je enemu pridružilo čez 3400 posameznikov, ki so prej sledili mene, zdaj pa sledijo njega, pa naj oni spoznajo, kam jih bo pripelo. Se sploh ni nič narobe. Zakaj? Zato, ker ti lahko sledijo in mene in njega. Tako se bodo največ naučili. Še enkrat poudarjam, Zemlja je velika učilnica, vsi se učimo. Nevedni smo prišli in nevedni gremo. Ja, vi imate dol, braće in sestre, tole po oteto prokleto, ne? Ja, to je tako, ne? Ja, ko sem delal še kot terapeut, ne? Sem imel pacijenta, ki je imel 7 kisikovih komor. Vse, kar je imel zgrajeno, tudi podzemne bunkere. Vse je bilo zgrajeno iz strahu pred minljivostjo. Pa kako je to življenje, da ti ne spiš, da nimaš miru in da si ves čas v strahu, da boš vse izgubo. In več kot 3/4 je izgubo. Ker je njegova lekcija spoznati, da ne moreš ničesar pridobiti. Ne moreš si ničesar lastiti, moje je. Samo na uporabo ti je dano. Ti si lahko odličen gospodar in uporabnik. Ne moreš si ti lastiti ničesar, razen časa. Samo čas si lahko lastiš. To je moj čas. In moja stvar je, kaj jaz v času, ki ga posedujem, počnem. Seveda sem pa za svoje početje, za svoje misli, dejanja odgovoren, popolnoma odgovoren. Gremo se vrniti. Sedaj imamo domorodne skupnosti, imamo take drugačne organizatorje, imamo ne vem kaj vse imamo, ampak slej ko prej bo prišlo do tega, da bo vsak tak, ki je razdvajal, spoznal, da je edina rešitev v združevanju. Če tako zdaj spremljam ta proces ustanavljanja domorodnih skupnosti, na koncu se bomo prisiljeni vsi združiti, kajti če nas ne bo dovolj, da bi mi imeli mednarodno priznanje. Če pa nimamo mednarodnega priznanja, bodo pa z nami počeli kot svinja z mastno torbo. In na nas je, a bomo to dovolili ali ne bomo. Se pravi, da bomo isto tretirani kot ti, ki se isto večajo z osebo. To pa je roba prodajna, ne? Oseba je prodajno blago, majoneza. Tu jo imam, evo, to je oseba, to. In zmeraj, ko vam pride v glavo, da omenite osebo, vedite, da omenjate majonezo. Oseba ni živo bitje. Pavla Peternel, glej, vsi smo prišli sem na zemljo v ta zapor, na čiščenje. Tako da, če si celo življenje delovala iz strahu, to pomeni, da so te uspeli toliko spreparirati, da sploh nisi vedela, niti slutila, da obstaja tudi drugačen način funkcioniranja. In mnogi posamezniki grejo zdaj skozi to, da spoznavajo, da obstaja tudi nekaj drugega. Ne samo to, v kar so bili sprogramirani. Tomi, glej, to, ko jaz govori Tomi, pičko materna, sigurno ti je Tomi, ti govori tvoja ljubica, drugo biti ne more, jebemo materna. Zame boš Tomas celi čas, jaz nisem zaljubljen, vete, ne.
nimam nagnjen teh tovrstnih. Glej, kaj je na stvari. Živ človek ne dojame manipulacije. Ne odreče se pa osebe, oziroma ne naredi ničesar v tej smeri, da bi v sebi, ker to je stvar zavesti, da bi v sebi, zato sem prejšnji live tako naredil. Za sistem je Renat Smager si kečap, majoneza, stvar, brez pravic. Govorim o pravnem statusu in položaju. Znotraj antisistema, znotraj korporacij ne obstaja nič, kar je živo. Vse, kar je živo, je zunaj korporacij. Življenje je zunaj Republike Slovenija oziroma korporacije Republika Slovenija. In ljudje so prekratki, da bi to razumeli, da je znotraj njih mrtva stvar, to je oseba, majoneza, in oni živ človek. In da oni morajo razglasiti, da so živi, ker če ne, antisistem in njegovi agenti, inštitucije itd. Ravnajo proti vsakemu posamezniku kot stvarjo. Kakšen je pa splošni trend, spet smo pri trendu, pri hudičevem poslu. Ja, kaj bom zdaj jaz sebe razglašal za živega, itak sem živ. Tak človek sploh ne dojema, kje je. Sploh ne dojema, v kakem položaju je. Sploh ne dojema, zakaj vse je prikrajšan. Kaj se bom jaz razglasil za živega, to tam oni ekstremisti delajo, to oni, ne? Oni tam z brado, stari idioti in tako naprej. Čakaj malo. Spet smo pri lažni identifikaciji. Ti, živ človek, nimaš osebe. Osebo ima korporacija, ki ti vlada. Z razglasitvijo, da si živ, dobiš ti to osebo. In se z njo igraš v korporativnih igricah, v katerih pa spet ne moreš zmagati, če nimaš znanja. Pa se jaz sprašujem, vsa ta leta, koliko so se ti posamezniki po celem svetu trudili. Ljudje pa nočejo znanja. Pa to isto, kot da greš brez orožja na fronto. Idiot. Kot da greš po cesti, držiš na videzen volan in laufaš. Ti si fuknjen. Človek se usede v avto in se pelje. Seveda, not v sistemu, Branko Gašperšič. Ti ne obstajaš. Dokler se ne razglasiš za živega. Pol pa itak nimaš kaj delati več v antisistemu. Kaj ostane v njem? Tisto, kar je antisistem skreiral. To je pa oseba. Ti pa nisi ta oseba. Je tako. Dokler se pa ne razglasiš za živega, se boš stalno identificiral s to kurbino osebo. Pa boš prizadet. Na vsakem koraku boš kratko vleko. Ker ne poznaš manipulacije, ne prepoznaš laži in živiš v napačnih prepričanjih. Ves čas. Seveda je manipulacija tako spretno prekrita s stvarnim življenjem, tako da večina ljudi sploh ni v stanju razumeti. Kaj šele da spredvidijo? Se niso v stanju razumeti.
Že če govorimo o korporacijah in korporatizmu, se oni ne razumejo, kaj je to. Tomi Breznik je res, ja, da je to usporedna realnost in tako naprej, ne? Ampak tako kot Primož Durjava pravi, to je prekleto dobro, prefinjeno, kako bi rekel, preslikano naravno stanje, ki je res v to stanje mrtvih. Kajti vse, kar je v korporaciji, je svet mrtvih. To je prekopirano življenje, obrnjeno na glavo. Zjebali so nas pa zato, ker smo to dovolili. In naši starši so to dovolili. In njihovi starši so to dovolili. S čim so pa bili vodeni? Kaj je zapisal Martin Kojc? Katera energija me vodi? Preden greš v katerokoli akcijo, se vprašaj, katera energija me vodi. In ta lažni svet, korporacijski svet, je preslikava realnega sveta. To ni realni svet. Večina ljudi ni zrela, če to zdaj dojame, se jim zmeša. Mrtve entitete v mrtvem svetu, ki je pa poln življenja. Sem to ni jasno. Ja, če še kdo kaj napiše, bom še govoril, če ne bi pa jaz prekinil za danes. Evo, hvala vam vsem, ki sodelujete, Intergalaktična federacija Sirče, ne? Uspeli smo odpreti vse, razen centralnega dela Zlovenistana, ne? Mrtvistana, korporatistana, ne? Tako da je Ljubljana bila ves čas, ne? V megli oziroma v tehnomegli, ne? In velik del Dolenjske in tja gor, ne, proti Avstriji, ne. Tako da to je tudi en pokazatelj. 2, 3 ali pa 10 posameznikov nima dovolj, kako bi rekel, kapacitete, da bi to preglasilo zločinsko populacijo, ki generira negativne energije, živi v pohlepu, v materializmu, v strahu, v skrbeh in tako naprej. Se pravi, da je v tej, kako bi rekel, ne, korporacijski sferi zlo. In dokler večinska populacija ne bo dojela, da je zla, da je kriminalna, da vzdržuje kriminal in zlo, ne more biti drugače. Ne? Tako da to delo, ta aktivnost v tehnosferi, ni kar tako, ni mačji kašelj. Jaz, ko delujem, dosti krat pridem na tisto mejo, da ne bi šel s to rušilno negativno energijo od sobivajočih državljanov, zlovenzelnov, ki so v bistvu, ve se v kaki vlogi majoneze, hitro pokvarljiva roba, ki vzdržuje zlo, da ne bi prišel z njo v konflikt. Grem samo do meje in pustim in naredim molitev. Naj se karma do njih izvrši na drug način, ne na ta. Zdaj, a bo moji molitvi uslišano ali ne, je pa druga stvar. Se lahko vsi ti negativci pocrkajo od česarkoli drugega. Od inekcij, od ne vem česa. Načinov je malo morje. Zakaj bi pocrkali glih od manipulacije z vremenom, od geoinženiringa, od zastrupljanja? Lahko crknejo na drug način. Itak večina njih ni živih, životarijo, to ni življenje, kar živijo. Sužnji, pod nivojem sužnja so.
In ne se organizirati. Še enkrat, ne se organizirati. Delujte individualno. Ker dokler razpršeno delujemo, individualno, se zoper nas ne more ukrepati. Takoj, ko bi se združevali, tako kot je on idiot naredil, ne? Brez da me vpraša, skupina za modro nebo, idiot. Vsi, ki so v tej skupini, so evidentirani. In predstavljajo potencialno nevarnost za koščejski plan. Za New World Order. Dokler pa mi delujemo na osnovi lastne vesti, na osnovi lastne, kako bi rekel, ne, zavesti, se lahko oni jebejo. Ne bodo ukrepali, dokler nismo organizirani, bratje in sestre. A ne? Ker jastrebi lovijo, ko so golobi na kupu. Tako funkcionira antisistem. Dokler ste pa vi individualni, potem lahko še nekaj ohranite, svoje skrivnosti. Čuvajte svoje skrivnosti, bratje in sestre. Bili ste vzgojeni v branjevke, vse izpoveste, ko divji petelini ste, niti slutite nekoliko pušk je usmerjenih v vas in samo čakajo. Zoki poki, prva stvar, jaz bi to z veseljem naredil. Prva stvar, nimam časa. Zoki poki, da ti razumeš. Ta trenutek bi jaz bil najsrečnejši, da se kloniram in okoli 340 klonov z imenom Miran Rubin bi bilo dovolj, da bi jaz lahko živel razbremenjeno življenje dostojno človeka. Tako se pa skozi nečemu odrekam, skozi nečemu odpovedujem, živim v svinjariji, ker si nimam cajta pospraviti. In nikogar nima, da bi mu lahko predal svojo odgovornost. In tak naprej, in tak naprej. Zdaj, ko imam, naprimer, to je vsako moje javljanje v živo. To je moj počitek, bratje in sestre. Namesto, da grem ležat, pa se regeneriram, naredim live. To je moj prosti čas. A kapirate? Jaz sem stalno aktiven. Stalno. Leta in leta. Jaz ne vem, kaj je to dopust. V soboto bom imel fraj dan. Veselim se, da pridem v soboto na naše srečanje. Tudi napil se ga bom, če bo treba. To meni ni noben problem. To je moj dopust. Jaz ne vem, ali drugim organizatorjem to breme ali ni. Ne vem. Meni ni breme organizirati srečanja. Kapirate? In zdaj naj bi jaz hodil v Makedonijo. Pa me vabijo tam sem, pa tja, pa ona revija, pa Suzi revija, pa ta, pa ne vem. Nimam cajta za to. Nimam časa. Ne? Ker živim tak način življenja, da sem stalno aktiven. Ja, bravo Tomi, ne? Jaz sem radioaktiven, ne? Ja, radim in še aktiven sem. Tisti, ki me poznajo, pa me ne odobravajo, pravijo, da sem zmešan. Ja, bom povedal en primer. Zato, da, naprimer, programiram en kristal, rabim približno 3 tedne trdega dela.
In zdaj nekdo, ki je materialistično usmerjen, bo rekel, pičko imate na koji idiot, 3 tedne dela, a zasluži za pol sendviča. Pa še to mi učitajo. Še to mi učitajo. Da so OGT-ji predragi in take pizdarije. Ne? Jaz se samo režim, bratje in sestre. Jaz ne delam to zaradi denarja. Niti za denar. Ne? Energijo je pa treba izmenjati. Ne? Kajti večina populacije se ne vpraša, kako je živim. Oni ne vprašajo, a je Miran lačen, a ima Miran streho nad glavo, a ima Miran kaj za obleč. To njih ne briga. Njih briga samo, da dobijo in da jim to dobro služi. In vse je v redu in prav. Vzemi si, Maja, troha dopust. Če pa imaš kakšne obveznosti, naprimer kaj pomembnejšega, je pa tudi vse v redu. Svobodna volja je, nihče nikogar v nič ne sili, nobenega prepričevanja ni in tako naprej. Ne? Zoran Manič, res je, populacija je kaput, fertik, ni rešitve. Zoki Poki, tebi pa svetujem oziroma priporočam, dajte se v Makedoniji organizirajte. Tudi tam so posamezniki, ki študirajo tako mednarodno pravo, kot vse drugo. Jaz pa vem, kakva je situacija v Makedoniji. To je NATO prostitucijska svinjarija. Makedonija je NATO svinjarija. Pod okupacijo NATO pakta je Makedonija. In tam imajo vse pod nadzorom. In je dosti hujša situacija kot v Sloveniji. Zakaj? Zato, ker ima Makedonija od rudnih bogastev pa naprej, se pravi, gre za borbo za resurse. To je v ozadju. Makedonija ima resurse in je zanimiva okupatorju, koščejem, hazarjem, mafiji. Jaz sem recimo nor na makedonske rubine, pa to je praznik, če prideš do njih. Tak fašizem je v Makedoniji, tak fašizem. Kosovo, samo poglej Ana Marija Kramar, kaj so vse od 80 let pa do danes počeli na Kosovem. Smo spet tam, se pravi, če ne bi bilo pomembno, ekonomsko pomembno, ne bi bilo tam NATO baze. In posamezniki se morajo prebuditi sami, ozavestiti sami, stopiti skupaj sami. Ana Marija Kramar, da še nadaljujem, ti se čudiš. Tam izdelujejo intergalaktično vesoljsko ladjo na Kosovem, a vam je zdaj jasno? In uničujejo srbsko ljudstvo. Tam se svašta dogaja v podzemlju. Zakaj so recimo vse te teroristične skupine od Al-Kaide pa tako naprej, zakaj je to vse prisotno na Kosovem? Nič, bom jaz zaključil. Hvala vam, ker ste me poslušali, hvala, ker me prenašate, jaz vas imam vse rad. Zorganizirajte se za soboto, tako da bo hrana, da bo pijača, da se bomo lepo imeli. Imeli bomo tudi Braneta Habiča s knjigami, tam bodo tudi pristopne izjave, tako da se lahko vsak, ki to želi, priključi. In seveda razglasi, da je živ, to je osnova vsega. In gremo naprej.
Tako kot si bomo naredili, tako bomo imeli. Ne? Tako da evo, še to vam povem, čarovnika že imamo, ne? Imamo brata, ki čara s kartami in z drugimi stvarmi, ne? Tako da sami si bomo naredili, da nam bo zanimivo, da imamo muziko, da imamo ne vem kaj ti suhoparna predavanja in tako naprej. Jaz nisem zagovornik tega, ne? In tudi večina ljudi sploh ne razume, kaj recimo Primož govori. Oni ne razumejo. Če še tega ne razumejo, kar jaz govorim, ne? Pa govorim tako, da bi ja bil vsem razumljiv. Ne? Tako da evo, v bistvu problema ni, to so vse izzivi. Nobenih problemov ni, to so izzivi. A bomo mi te izzive premagali in od tega nekaj imeli ali ne, je pa na vsakem posamezniku. Slava Vsevišjemu, slava rodu, slava veliki pan slovenski domovini v ustanavljanju. Pa še za konec to, slovenski separatizem in šovinizem ne pride v poštev, kajti mi smo delček velike celote, velikanske celote. Lahko ohranimo svojo prvobitnost, lahko ohranimo svojo kulturo in tako naprej. Ampak moramo gojiti zavest služenja celoti. Kaj pa je celota? Velika pan slovenska domovina v ustanavljanju. Tega pa niso zmožni mnogi dojeti. Žal mi je, ne? Še ne. Tako da nas je Slovencev in Rusov, vsi smo Slovenci, da smo si na jasnem. Ali pa kot pravijo, vsi smo Srbi, ne? Čez 300 milijonov nas je. Toliko, lahko noč. Uživajte. Lep večer vam želim in do naslednjega mojega javljanja.